The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. So imela ful navijače. Že ni bilo. Ful. Školiko je bilo tam, ko so mi ploskali. To je bilo, kada je Pogačar prišel na štenke. A ja, gor na vzponu si Ja. niso kle. Ne, na vzponu. Smo kar lušten se. To je prav fajn. Dobro, pa zdaj pa rekla kakšno o temu. Tudi. Evo, sončki, dobrodošli nazaj. S Petrom imamo danes spet v planu, kar je nekaj zanimivih tem. Na koncu bova rekla nekaj, kar se tiče se pravi oblačil, ki jih uporabljamo, vse od čevljev, čelad, očal, majic, nogavic, tako da bo o tem imela kar dolgo debato. Danes sem dal že na story od Instagrama od Approveda. Če imate kakršenkoli vprašanje ali pa iščete kakšen nasvet, ne vem, ob nakupu kolesa ali pa da vas karkoli boli itd., lahko tudi pošljete, pa bova vsak teden zbrala enega, dva, pa bova še o tem debatirala, tako da, ker te podcasti načeloma so narejeni zato, da se vi tudi kaj izobražujete, tako da, če imate kakršnokoli temo, sam pošljite, naj vas nov strah, rade volje se podebatira. Dejstvo pa je, da največ lahko poveva o tem, kar pač mi da uporabljava. Zdaj, če so to nasveti za kakšna kolesa, ki jih ne, pol bo pač zelo površinsko pogledala in glede na ceno in vse ostalo, kar mi dva gledava pri kolesu, vsak svetvala. Tako da, to je to, pa bova pa nič koja, gre kar začeti. Najprej povej, ti si ta vikend imela eno tekmo oziroma si šla na vzpon? Ja, malo smo šli, malo za zabavo, malo za res. Mislim, da si tako vedno, kadar se dirka, grem za res, ne. Ampak je bilo zelo lušten. Šli smo na tale dirka na Koreno, ki jo organizira kolesarsko društvo za Pravljivček iz Horjula. In moram reči, da je bila zelo velika udeležba. Sem bila kar presenečena. Mislim, zdaj oni številko bojo bolj vedeli, ampak meni se je bilo to kar, ne vem, okoli 100 ljudi. Tako da je bilo kar, mislim, štartali nas je kar konkretno, no, velika številka. Tako da tudi taka dosta znana imena iz vzponov so bila, sploh med moškimi in je bilo ful dobro organiziran. Kdo je pa zmagal med moškimi? Kališnik iz Mengša, kolesarsko društvo Mengeš. Okay. Tako da ja, mislim kar, vse je vzponček je lep, 5 kilometrov je vzpona, zategnanje ves čas, malo sicer vmes je nekje en tak ena taka tehnična zanimiva zadeva, da se da tudi, če imaš dobro naštudiran klanc, se mislim, da da zelo veliko na njemu narediti. Jaz moram po pravici povedati, da sem se drugič v življenju peljala na ta klanc, pa prvič ta del, ko greš od enega dela, kjer je ena turistična kmetija do cerkve, to sem se pa prvič peljala, no, tako da nisem glih poznala nekaj, ampak se ja, 5 kilometrov klanc, moraš razporediti svoje vate, če se poznaš, mislim, da s powermetrom se ne rabiš klanca nekaj noro poznati. Mi je dal Habič dobra navodila, kje moram zdržati, kje moram malo skočiti, kje moram pretegniti, kje ne smem popuščati. Tako da se je to tudi izkazalo za zelo dobro in tako da ja, to ne smem vsega zdaj izdati, ker bom pač to imela za drug let v paci, da bom še boljše. Okay, a Habič je zmagal svojo kategorijo? Habič je zmagal svojo kategorijo, ja, tako suvereno, pripeljal se, mislim, da je bil 4. generalno, tako da se s njim še ne 2 mladca, mislim, vsi so bili mlajši od njega, no, ki so bili pred njim, tako da je tudi on svoje pokazal. Jaz sem tudi naredila svoj najboljši 20-minutni effort. V bistvu sem ga skoraj za 10 vatov dvigalna od zadnjega, ker sem ga delala na Kurenšček nedolg nazaj. Je pa res, da se pozna, da je to dirka in potem jasno je malo, gre potem tukaj hitro dvigneš lahko te vate, ampak ja, zdržati jih je pa glih tako treba, če si sam ali pa če si na dirki, ne. Ja, tako da sem bila kar zadovoljna tudi s svojim rezultatom. In pa ja, še enkrat pohvala vsej organizaciji, imeli so reševalno vozilo, bilo je gasilsko vozilo, spremljevalni, res tako lepo organiziran. Na vrhu gore vroče je bilo, pri tej cerkvi je bilo ogromen vode na razpolago, kakor si hotel, si lahko spil. Dol, ko smo prišli, je bila prejunina, je bila res taka, bi lahko rekel, skoraj simbolična, 20 €, ampak za ta denar smo tudi potem dobili kar tak konkreten orang hot dog, plus pijača po izbiri,
vse so imeli mrzlo, hlajen, nič jim ni zmanjkalo, tako da to je že kar dosežek, da narediš, sploh če verjetno je bilo tudi za njih malo presenečenje, da nas je bilo več, kakor jih je baje ponovat. Vreme je tudi svoje naredil, baje, da ni bilo drugih dirk na ta dan in potem to kar. Ampak so speljali vrhunsko, tudi podelitev zelo hitro tekla, ne, da se zdaj nekaj vleče, tako da res super. Tako da mislim, da bomo šli drug let spet. Mislim, če je bilo res toliko tekmovalcev, pa vse je bilo več kakor na krvavcu. Ja, baje, da že če drugega ne žensk, da je bilo zihar več. Ja. Tako da ja. Glede na to, da ste bile 3 na stopničkah, je že to več kakor pa na krvavcu. Ne, pa s tem, da so bile ženske sta 2 kategorije, a ne, kot jaz sem zdaj bila že v starejši kategoriji, pa ena mlajša kategorija, tako da je bilo kar veliko žensk punc, potem oni imajo tudi duatlon tukaj organiziran, zjutraj se teče tek, gorski tek na Koreno, potem se voz kolo in zdaj to lahko tekmuješ samo v teku ali samo v kolesu, oziroma tiska pa v obojem, sem pa se šteje čas in je še to potem bilo zraven. Tako da tudi tistim vsa čast, ki še to oboje naredijo. No. Tako da jaz vem, če šla teč, da ne bi več šla na kolo. Ampak ja, moraš biti za to pripravljen, pa gre. Ja, pa v soboto si šla še z nami, tako da... Ja, soboto sem šla z vami, pa sem skrajšala traso za tisti klanc, pa mislim, da je bila to zelo pametna odločitev, sploh za včeraj, ampak mi je bilo prav. Neuno bi bilo predolgo. Ja, preveč bi se strošila, no, jaz se ne morem to hitro pa zregenerirati, pa nafilati nog, že tako sem jedla, ker pač sicer za vzpon se malo drugače pripravila, kakor za eno dirko, mogoče tudi ena zanimivost, mečkrat manj se ni toliko treba tega carboloadinga delati, toliko intenzivnega, s toliko velikih hidrati, kakor za eno dirko. Med samim pa tudi lahko tako povem, no, čist mogoče, če v koga zanima, glede da je to 20-minutni klanc, sem zjutraj se lepo najedla, tako kot bi se približala za eno dirko, no, ta mlečen riž, klasika moja, pa malo toastov z marmelado. Potem sem pa tik pred dirko pojedla en gel, vmes med ogrevanjem sem popila en napitek, cel bidon, pa imela sem pač taktično 2 deci vode samo v bidonu, s tem, da niti nisem popila, ker je res toliko 20 minut na daski, da niti ni šans, da bi sploh kaj dosti pil. Tako da sem prej se v bistvu hidrirala in pojedla en gel in nisem pojedla več nič na vrhu, gor sem pa spet pojedla en gel, pa popila veliko vode. Tako da to je bilo potem tudi nekako in regeneracija in prej. Tako da, pa sem pojedla tisti hodok z belo štručko, hrenovko, nisem majoneze noter, sem pač sam kečap. Spila sem en pivo zraven, tako da je bilo regeneracija popolna. Vrhunsko. Ja, tako da, to je to. Ja, dober. Ampak jaz pa vem, da ti smo tudi pester vikend. Že to vikend je bil še bolj pester, kot moj. Ti si tudi Črnivc, sem videl, si ful dobro odpeljal. Pa ja, smo šli kar, ko si se ti odcepila, mi smo šli do tja tako, nek ritem, spodaj na Črnivc smo šli malo bolj počasno, ker sem ga jaz ponovadi peljal, tisto bolj ravninco, pač tako, kaj, ne vem, par procentov sam naklona. Pol pa tam, ko se pa začne une ride, pa to, ko greš čez ta prvi del manjkam noloma čez, tam je pa ja, ne vem, Jaka najprej pretegnil, ali Uroš, ne, Jaka mislim, da. Dika rekla, da Jaka. Pa ali je Uroš najprej, se nima veze, Jaka je pol skočil, pa jaz nisem mogel priključiti, sem se sam Uroša držal in je šel Uroš pol, skozi sva ga gledala, tako na 20-30 metrov. In pol na konc zadnja novink sva ga glih ujela, zadnjo ravnino, je Uroš naprej skočil, pa je bil pred mano 10-15 metrov. Ja, pa Jaka potem v bistvu spustil. Ja, ga je pol tudi mene spustil, ja. A res? Ja, tako da pa ste bili kar dirka. 29 minut, pa še malo sem ga vozil. Ja, videla sem, da si dober pelil za... Ja, glede na to, koliko sem debel. Ja, res mislim... Prav res te klanci ti grejo kar dobro, moram reči. Dober je, ker ni toliko strm, ne? Se Črnivce lep za voziti, samo vseen, ne, mislim, ta srednji del mene ponovadi skozi jebe, pa to tudi s temi, ki tekmujejo, pa to, kar sem zdaj gledal cajtek na krvavc, pač to je brez veze. Se bi bilo prav zanimivo videti, kako se pelil tole, kar smo mi včeraj vozili. Ja, ne bi se pelil. To je res strmo od začetka. To je meni pač...
Skratka, naslednji dan sva šla z mojo polno... No, to moram jaz povedati, da Anže je za svojo drago pripravil prvo stotko. In on je naredil tako traso, da sem mu jaz rekla, da je on pretegnen, da ni normalen, kam jo pele za prvič. In peljo je na klanc na pasjo Ravan, ampak iz strani, se pravi Poljanske doline gor, po težki trasi, dolg vzpon, strm na momente, zelo, ne, sploh proti koncu, res strm. Sredinski del je sredinski, ja, ni, no, proti koncu tega dela, ko priješ na to cesto, ko gre v Lučne in sem mu rekel, ti nisi normalen, kam jo peleš, Boga reva in to, ne. No, ampak pol v bistvu se je že predvsem tem dobesedno usral, tako da res se je usral, zjutraj je bil drisko in to mislim, da je bilo, ne vem, a smo tako tremo ali kva, da jo špelujo. Ne vem. Mislim, to ni bilo. Nekaj me je zvil včeraj, kad cel dan tudi nisem jedel, tudi na kolesu nisem načedel, pa so bila koliko 4 ure pa pol. In sem bil čist gotov, nisem mogel obračati. Mida, ko sem se tam dol spustila, pol takoj, ko sem začel noge vrteti, jaz nisem mogel. Tam 200 vatov je bilo zame že vrh znanosti. Ja, pa si se pol saj najedel, ko si prišel dam? Ne, nisem jedel do 8:30 zvečer. Ja, kaj pa se pol... Nisem mogel jesti. Ni mi pasal nič. Pojedel sem čist malo sladoleda. Ja, sladoled. To mi je bilo edino, kar mi je pasalo. Še kruh, saj da ja, to mi je bilo edino. No, skratka, kaj pa danes si pa jedel? Lahko uganete moj povprečen puls, pa ga bom jaz na koncu podcasta, upam, da se bom, se tisti, ki ste gledali Stravo, boste itak že videli, tako da lahko zdaj povem. Skratka, jaz sem imel povprečen puls celo traso, se pravi 102 kilometra, mislim, da 94. Tako da ja, nisem bil sploh zmožen. Pretreniranje. Ne vem, kaj... Kako pa je Martini šlo? Pa ja, ona, ko je prišla nazaj, je bila čisto okej. Ni bilo neki. Ja, je rekla, da sem šel tudi tako, polka so še spustila, da je bilo kar dost na easy. Tako da ona bi po vsej verjetnosti lahko še hitrej šla. Sam jaz nisem mogel. Jaz klemim, ko so šla, ko so gledala do 100 kilometrov, ne? In pa so šla klemim, zato ker sem točno vedel, koliko kilometrov imam od kle do doma. In mi povedala, koliko je kilometrov kle, zdaj sem naredila 100, sva šla pol kle do Hrušce, pa pol levo dol, tako kot smo se mi zdaj vozili, pa pol čez polje, polje, pa gor Snebar je zelo dobro. Ja, tako da sem naredila prvo stotko, ona je na koncu, ko je prišla, je rekla, da tako, tudi zgledala je v redu, no. Ni bila uno, da bi bila karkoli zmatrana. Da, te prve stotke so kar konkretne. Tako da ona je bila zelo zadovoljna, veliko je bilo tudi kolesarjev, gor sem srečal še enega gospoda, pa pa smo še malo poklepatali. Ja, to je bilo pa to. Kar se pa klanca tiče, me pa po moje nov videl do naslednjega leta, ker prestrm za... Jaz tudi na ta klanc nam šla gor. Ne vem, kaj bi me mogli prejeti, da bi šla gorkle. Ja, je z une strani dosti lep, se pravi iz Polhovega Gradca je... Čez Črni vrh gor. Je dosti lepši za voziti. Tam je pa tudi spust pol, ne, zoprn kle, ka sta šla vidva dol. Pa ni bil to zoprn, sej samo ena ravnina je, pa čist spodi zadnjih, ne vem, par 100 metrov. Malo ga bi bilo fajn, da ga zrihtajo. Drugač ni to hudono, ni tako, kaj iz kakšne Katarine dol, ki mi res ni všeč spust. Isto proti Polhovemu Gradcu ali Šujici. Ja, tam so te slabe. Tako da ja, overall, razen tega, da nisem nič jedel, pa to sem bil še zelo zadovoljen, da sem sploh odpeljal do konca, ker se pravi, koliko zadnjih 30 kilometrov, toliko sem bil prazen, k zadnje 3 kilometre na Mangart. Malo imaš steklene učke, tako da mogoče ti ne boš godil, če danes kaj poješ, a veš? Sej danes jem. Kaj konkretnega, če poješ. No ja, pa sej. Nimam za kaj trenirati, tako da... Ne trenirati, sam ne se šparati, ne. Ja, ne, sej, zdaj bom jedel. Tako da ja, overall je bilo to v redu. Posnel bom tudi en zelo hiter, ne vem, bo TikTok, a bo Reel na Instagram, tako da to upam, da se bo danes objavil, kva se je dogajalo za vikend, od našega tega izleta do jutrišnjega dneva.
pa bom videl, kaj se bo bolj parela, so vam bolj všeč te vlogi na YouTubu ali vam je bolj všeč te krajši minuta, 2 video in to je to. Tako da lahko še to komentirate spodaj. V četrtek pride pa ven še video, sicer bo v angleščini, ki je bil za moje pojme ful zanimiv. Zdaj, ko so s Petro to govorila glede aero plusov, sem zdaj naredil še v bistvu video, kje se največ pridobi, se pravi, eno je na človeku, se pravi oblačila itd., kje so te aeroplusi, potem je na kolesu, kje se največ pridobi, pa je pa še sam položaj. In na koncu mogoče za kakšne bo kar zanimiv za pogledati, tako da tisti, ki vam je to tudi zanimiv, si lahko pogledate, je pa teh testov itd. Že malo more zunaj, tako da ja, jaz sem skrb dal in ja, lahko povem, da na koncu je lahko od neke osnovne specialke pa kolesarja, ki šele začenja z nekim osnovnim položajem, je lahko tudi 100 vatov razlike, kar je pa pol... Kaj je 100 vatov razlike? 100 vatov lahko pridobiš z vsemi temi 3 stvarmi, se pravi s kolesom, s položajem pa z opremo, ki jo imaš na sebi. In zdaj si pa predstavljaj, da ti obračaš 200, ampak da če imaš vse top gor, lahko dobiš še toliko v primerjavi s kakšnim tvojim s kakšno tvojo nasprotnico. Če imaš pač boljšo opremo, če imaš ti boljši položaj, pa če je kolo boljši. Tako da ja, je kar zanimivo. Meni je bilo, tako ko sem delal, mi je bilo kar zanimivo. Pa tudi sem povedal še, kje so kakšni da so aeroplusi, ampak je lahko pol sploh v vročih dneh so kakšni te aeroplusi lahko tudi orang minus. Tle največji je mogoče pri sami čeladi, no. Ker čelada, če ni zračna, ne, je lahko full aero, ampak je pa problem pol, ker če telo toliko zakuha, se pravi, da ti sam za 1 do 2% zgubiš moč, si pa lahko seštejete, koliko je to, če za 2% slabš pač zgubite, je v bistvu un aero plus pri sami čeladi takoj pač zgine, ne? V bistvu si še bolj v minusu. Ja. Tako da, ja, to je to. Zanimivo. Slovenska scena so že nekaj začela, se pravi, tale tvoj vzpon, pol je bil na Krvavc, ki je bilo kar dosti polemike, sploh pritoževanje žensk. Ja, in to je ta Krvavc, ki ga RC Krvavc organizira, ne? Ker je še tista kralja pa kraljice, ne? To sta dve različne stvari, tako da tukaj sem tam, da se ne bo to mešalo. Tukaj je bila neka, jaz nisem niti tega pred spremljala, ker niti nočem, ne vem, predvsem je bil, sicer smo imeli to temo, debato, tudi v soboto, ne, da je bilo za ženske pač neka manjša nagrada kot za moške in tukaj, ne vem, jaz itak mislim, da bi to, kar se tiče amaterstva v tem smislu, da smo rekreativci in da to ne gre za profesionalizem, bi sigurno mogle biti te stvari tudi ko moči se enake, a ne, tudi mislim, da klele, če sem prav zasledila tale vzpon na Koreno, je zmagovalc dobil, mislim, da 100 evrov moški in ženska 100 evrov zmagovalka. Mislim, no, če sem zdaj to prav zasledila, da je bilo, se pravi, enakovredna nagrada, sicer ni to zdaj, niso to bajne, ampak enakovredno je bilo in se mi zdi, da v tem primeru je to lahko sprejemljivo, pa ne glede na to, koliko je moških, pa koliko je žensk, a ne, pa reče, ja, tam je bilo, ne vem, ženske je bilo 10, moških pa, ne vem, 100, ampak se mi zdi nepomembno. Drugo je pa v profesionalizmu, no, tam se pa ne bi tako spuščali v te debate, ker to je spet čisto lahko ena svoja tema. Tako da ne vem pa čisto zadja, zakaj se je šlo tako. Da, ja, sem se načeloma je isti šmor, je profesionalizem ali pa amaterstvo, vse nagrade so, bom rekel, da kar nekako po istem kopitu razdeljene. Ne? Zdaj... Ja, se pravim, sam za moje pojme se pravim, profesionalizem je nekaj drugega, od tega še živi, od tega ljudje... To je njihova služba in tam so pač druge debate spet okoli tega, moški, ženska, pa spet odvisen kjer športa, ne. Tukaj je en dober rekel, recimo, ne vem, ženska manekenka je pa plačana več, kot moški maneken, pa se moški tudi kle, ne. Sej, mislim, so te primerjave, a ne, da se lahko bi zdaj to šli. Jaz ne bi se tem debatirala, ampak tukaj v teh amaterskih zadevah se mi pa ne vem, no, se pravi. Jaz sem hočem povedati, da je računica je čisto ista, ali amaterski ali profesionalen nivo.
ni kleda na profesionalnem nivoju, pa se kako drugač računa nagrado. Je pač nagrade pridejo iz tega, koliko je tekmovalcev, pa koliko je gledanosti v unem primeru, in to je to. Se pravi, kleka je amaterski nivo, se gleda, koliko je prijavljenih. Ne? Zdaj, če bi bilo žensk prijavljenih najbrž toliko kar moških, ali pa več, bi mogoče bila tudi za ženske pač višja nagrada. Ne vem. Na koncu dneva je meni pač tako sam žalosten, ker je definitivno organizator klega na jebu, ki je hotel dati pač neko divjo nagrado. In po na koncu mi zdi, da je zaradi tega, ker so dali za moške toliko večjo, bi bilo bolj, če bi bilo 300 evrov za oba dva, ne bi rabili dati 3 jurje, pa 500, pa bi dali 300, pa bili vsi zadovoljni in je to. Vse zato pravim, da je to, bolj jaz gledam iz tega vidika, ko pravim amaterstvo, profesionalizem, bolj kako mi na to vse skupaj gledamo in da je to, tako kot si ti rekel, ja, tudi kot organizator bi mogel na to gledati, da si želiš imeti čim več ljudi in ne vem. Jaz mislim, da organizator je hotel dobro narediti za, tako, če gledamo v kolesarstvu. Se pa ne pa reče, da ženske ne smejo tekmovati, pa ne sam zapraviš, v bistvu so s tem res nekako izločili že ženske iz tega, saj pa so se Mislim, to je res velika razlika, ne 3000 evrov pa 500 evrov, to je res velika razlika. Ne? Mislim, se mi, ki smo derkali, nikoli niso bile iste nagrade v amaterskem pač za druge razrede kukar elit. Elit ženske pa elit moški nikoli niso imeli istih nagrad. Sam zaradi tega, ker če bi sam elit ženske bi bilo še najbolj, če ne bi bilo nobenih nagrad denarnih, bi bilo pa še boljš. Hočem sam reči, da so določeni športi, kjer če bi sam ženske tekmovale, ne bi bilo toliko zanimanja. Ja, pa lahko vsi rečejo, da bi bilo, pa pač ne, še sigurno, vedno pač ne bi bilo. To mi je čisto jasno. Vse sem rekel, da je odvisno od športa in od vsega, ampak glih to, no, se pravim, ta del bi bilo mogoče sploh, ne vem, v amaterstvu, meni denarna nagrada, zato je amaterstvo in nekako, jaz sploh nisem vedela, da so denarne nagrade, zato sem še zdaj to prvič. 3 jurje. Ja, no, mi je bilo res tako in jaz bi božno, da daš nagrad, ne da potem nagrado, ne vem, nek vikend paket na Krvavcu, smučarske karte, ne vem, karkoli. In potem sploh noben ne bi razmišljal, kaj je dubu, pa kaj je dubu, ker sploh ne povedal, kaj je kdo dubu in bi bil mir. Ne pa, da se tako, kar se mene tiče. Roko na srce, že 500 evrov je zelo velik za ta nivo. Ja, recimo Gran Fondo Istra, mislim, da ima generalno zmagovalc moški in ženska, mislim, da imajo nek vikend paket tam v Umagu. In to je to. In to se mi zdi super zadeva, tudi če ga ponudci, če ne, pa ne. Ne vem. V glavnem, kar sem jaz pač hotel reči, je, da škoda, da je organizator, ker najbrž s tem, ker so dali tako visoke nagrade, je mislil, da bo pač še prvabu, več. In pol na koncu so se v bistvu sami sebe malo našponali. Definitivno je pa kle minus, kar se je pač dogajalo za čisto vse kolesarje, ker naslednje let jaz mislim, da se ne bo noben organizator več najdu, kjer bo dajal zelo visoke nagrade, ampak bojo sam, tako kot so omenila, sam neke praktične in so se zafrknili na dolgi rok, predvsem kolesarji sami, kukar pa organizator, kjer mu je načeloma en let se našpona, naslednje let pa pač ve, da ne sme več tako delati in da je rajš čist neke osnovne nagrade in je to. Vsaj jaz, če bi bil organizator, bi tako naredil, vsi so zadovoljni, veš, kaj je, preden se prijavaš in to je to. No pa sej. Mislim, ti kot amater moraš hoditi derkat zato, ker ti pa še derkat, pa ker uživaš v derkanju, ne pa zato, ker boš nagrade pobiral. Pa imeli smo še eno zadevo, zelo pomembno na slovenski sceni, je bila pa velika nagrada Kranja. To je pa v bistvu najstarejša slovenska enodnevna derka. Tam so prve derke imeli, že takrat, mislim, da je bil kot Sava Kranj, pa te so bili organizatorji, zdaj so to bolj prevzel Factor Racing. 2 dni se je derkal, prvi dan je bil kriterij, kjer so se vozili krogi, drugi dan je bila pa derka. Tako da jaz sem pač, zdaj to derko se ni dal spremljati v živo, da bi jaz vedela, ne, pač sem si pogledala, zdaj derko samo je zmagal Mehičan, Jose Juan Preto iz ekipe Petrolajk, nekaj tazga. Nikolas Gojkovič je bil 4., to je najboljši kot predstavnik slovenskega Pogi tima Gusto. Ni Sloven, pač ne, ampak kot slovenskega kluba. Pa od Factor Racinga je bil pa ta Henrik Avancini, ki je brazilska derka za Factor, je bil pa 14. No.
Sem mislila mogoče, da bo kle boljša uvrstitev mal, ampak dobro, tako je bilo. V soboto je bila pa ta kriterij, kjer so se vozili krogi, nočni kriterij se vozi večer, to sem malo videla slike, kar dobre slike, tako izpadajo, ker je res v temi vse skup slikan. Zdaj pa to verjetno pa vozijo samo Slovenci, ker je pa zmagal Tilen Finkšt iz Adrije, pa zraven sta bila še, se pravi, Nikola Zgojkovič iz Gusto tima, pa Nejc Peterlin je bil pa iz Adrije, se pravi, tudi na 3. mestu, tako da to so taka imena, ki smo jih kle videli, ampak nič pa nobenega ne poznam, ki bi bil, da je kaj mi povedal, kako je izgledalo, kako je bilo, tako da mogoče bomo pa kaj slišali, da je med tednom, da je kdo šel gledat, kako je vse skupaj bilo organiziran. Tako da to. Pol pa jaz sem še zasledila, da je Jan Tratnik se vrnil na cesto in je bila včeraj dirka britanska klasika. To je tudi ena takih večjih dirk v Franciji in kot klasik je bolj ponovadi šprinterska zadeva, no, je pa bil Matej Mohorič zelo dober in je bil do zadnjega v grupi teh ubežnikov, kjer so bili pa tudi šprinterji, no, tako da potem pač ni mogel v šprintu narediti, bil je pa v času zmagovalca v cilju, no. Zmagal je pa to dirko ta Deli, ki je že pač kot šprinter, no, tako da. Pa so pa že na Velti. Mava še Tour de l'Avenir je bil. Ja, Tour de l'Avenir, jaz ga nisem mogel spremljati, tako da lahko ti kaj več poveš. Mi smo ga spremljali, pa moram reči, da me je tudi Boco, Boris Premožič malo spodbudil, da smo klele ponovadi kar naslednji. Mi imamo pač ta dodatek, no, tako da smo lahko gledali to dirko, ampak se je pokrivala itak z Velto, če si hotel spremljati skupaj. Tako da smo ponovadi naslednji dan dopoldne kar klele pogledali zaključne kilometre, kaj se je dogajalo, pa je še malo Boco pokomentiral, tako da je bilo kar zanimiv. In zdaj v bistvu se je pojavilo eno novo ime, francosko ime, ki je veliki up francoski in ga v bistvu že pač dajo v isti koš za Pogačarja, celo sem videla že tudi napis, prihajajo novi namestniki oziroma Pogi pazi se, ker oba dva sta, se pravi ta je Seksas, je Francoz, pa Belgic je Vidar, ki sta bila zelo, zelo dobra, zelo uspešna, zelo z dobrimi časi, celo neki tale Seksas je celo nekaj, Vidar en odsek pelu hitrejška Pogačar. Ja, Vidar, mislim, ki se me zasledil na Instagramu. No, tako da v glavnem ju že kar dajajo v en tak visok koš teh kolesarjev. Mogoče upam, da res, no, sej v končni fazi Pogačar je to že zmagal, tudi Tour de l'Avenir, pa Del Toro ga je zmagal, takih, ki jih zdaj poznamo, Bernal je zmagal, tako da to so imena, ki definitivno jih bomo videli in se jih splača spremljati. In tudi ta Seksas je pa res dokazal, da je pač tudi z glavo zelo pri stvari, zelo je dobro dirkal, mi smo opazovali, gledali njega in tudi na koncu verjetno je bil tako suvereno prepričan vase, da bo ta zadnji kronometer, ki so ga imeli, ki je bil gorski kilometer, 10 kilometrov vzpona na 6,6% klanc in da je vedel, da bo tam dubo, tako da je nekako bil potem tako on v rumeni in slabo minuto za njemu pol Vidar in ostalih, tako so bili prvih 5 čizlo skupaj po času. Malo nas je omrzel, vse razočaral, no. Smo upali, da bo malo na višjem mestu pristal na koncu, da bo v prvi 10-terici, pa mu ni znesel. Zdaj je bila ena etapa sredi tedna, se pravi petek je bilo konc, četrtek. Ne, da je bilo konc, je bilo petek ali soboto. V glavnem pred zadnji etapi je ful dobro zdržal, tako da je bil, se jih je držal čist do konca, je bil 6. Se je držal čist te najboljše 5-terice, 6-terice, on je bil zraven, so bili res te, ki so bili potem prvih 5 dejansko na koncu Tour de l'Avenirja. Ampak mu pač naslednji dan pa ni imel dober dan, tako da mu je ta zadnji dan, kjer sta bile 2 dirke, dopoldne je bila dirka 100-kilometrska, popoldne je bil pa še gorski kronometer in se je pač na dirki sami se je kar oddaljil, že tudi v skupnem seštevku, pa vse pa s kronometrom vsem so tudi ostali tako slabo vozili že, da se je približal, da je bil spet 13. na koncu. No. Tako da ja. Upajmo, da je imel pač mogoče samo malo slabše dneve, pa da ni bilo čisto to, pa da bo še od njega. Kaj, nekaj se ga omenja za svetovno prvenstvo, zdaj ne vem, verjetno kot mlajši član, ali zdaj ne vem, to čisto točen, kakšnem bo šel on voziti,
v kakšni kategoriji bo vozil. No. Ja, Verjetno. na svetovnem mi ni čisto točen jasen, ker vem, da včasih je bilo tako, da če si v pro-timu, da ne smeš pač lahko deliti sam voziš, ne kot junior. Sam zdaj on, ne vem, z Bahrajnom to ne vem točno kako so, ker on ni šel v uni ekipi, ampak ga povabijo, lahko pride z ekipo voziti, tako da ja, ne razumem čisto točno najbolj. Sploh ne vem, kakor se jaz imam v spominu, mislim, da Slovenci nikoli nismo pošiljali teh mlajših članov na svetovno prvenstvo, da smo imeli mladince, pa samo člane. Ne vem, če smo imeli sploh te, kako sem reče, v 21 ali ko so že, v 23 ali kako so, smo jih imeli. A ni še celo... Ja, veš, da se ne spomnim. Brajkovič enkrat kronometer. Ja, mogoče bolj nazaj, ampak zdaj je ta zadnja prvenstva, ne vem, če smo jih imeli. Jaz mislim, se ne spomnim, sam bi mi bilo čuden, da ne bi. No, Edin, če pač nismo imeli nobenega. Pač... Svetovno prvenstvo se bliža, tudi to bo tudi še na 21. septembra se začne. Sem pa nekaj zasledila, da bo ena dirka v Andori, ki sicer ni v ProTouru, a si to videl, kjer bo v bistvu en kriterij, pa nek kronometer zvest in ne bi to potrdili, da pridejo Roglič in Pogačar in Vingegaard. Ne bodo pa to vozili kot ekipa, ampak bo to vožnja, kjer voziš vsak zase. Ni ekipna dirka in ne bi bila kot neka dirka zvest. To ne bi se pa dogajalo vse skupaj po Lombardiji. Ja, promocija je jasno, denar je tukaj zdaj v igri, če je to res, bilo ne bi v Andori ta dirka. Zdaj, če je to, bojo res vsi trije tja prišli, definitivno nobeden od njih ne bo šel, mogoče še Roglič najbolj, da ne bo zdaj šel umreti tja, ampak mislim, da Pogačar pa Vingegaard pa sigurno na avto kar popuščala. Kakršnakoli dirka je, no. Meni take dirke, ne vem. Ja, to so te revijalne dirke, sicer so, ja, no, v glavnem, to je čisto kot zanimivost, sem zasledila, da se še to bliža. Tako da zdaj pa mislim, da sva res, a sva prelezla, zdaj že dovolite. Jaz lahko rečem, da ta kolo, ki ga vidite pri Petri v odzadju, je prodan in ga pride gospodič iskat v sredo. Zdaj vidite, kako je sestavljen s telimi ATM obroči. Ni več Princetonov gor, brez sedeža, brez pedal, tako da jaz pa čakam zdaj mojega in bom spet sestavil unga mojega modrega z oblački. Zdaj 105 opremo, tako da tisti, ki hočete testirati unga, se javte, medium velikost, višina tam 177 do rečemo 183, 84, se ga da testirati. Testi so brezplačni, tako da to je to. Bomo sestavljali ga do jutra, za rundo. Če ga pa nam imel, pa nam šel. Se ne sekiram, kaj preveč. Pa v kratkem sem se pa zmenil zdaj z enim mojim prijateljem, ker je on dobil Y, ga sestavil do konca tega tedna in ne bi ga že konc tedna mogoče dobil že na test. Tako da vam to povem tudi v enem, mogoče že naslednji teden na podcastu, kakšni so prvi občutki. Itak se bo posnel tudi video, ki bo sicer v angleščini. So se pa zmenila še tako, da kaj jaz dobim mojega novega niša, bom jaz njemu dal mojega za en teden ali pa za ne vem, kukar nisem zmenila, on meni Y, pa bo prišel pa na podcast in bo skupaj ocenila pač en in drug kolo, oba dva bota sestavljena s Princetoni, imela bova še enve obroče zraven za testirati, pa oba dva bota imela Dura izgor. In povedala, kje ima niš minuse, kje ima Y minuse, kje so plusi, kje so minusi, itd. Bo imela debato. Nakladala bova. Najine občutke je pa to oseba, ki je vozil praktično vse, kar se top koles tiče, ali pa kar dosti teh top koles, ki so trenutno na trgu. Tako da jaz mislim, da ima nek znanje oziroma občutke, glede na to, bivši tekmovalec, pa se zna kar dobro pelati. Tako da ja. Vsaj jaz mu zaupam več, kot pa marskomu drugmu. Ja. Tako da, evo, to je to pride v kratkem, tako da spremljite. To bo dobra primerjava, ker sta glih oba dva malo večje kategorije, malo težje, sicer on je mogoče malo lažji. Ne, on je 10 kg skoraj. No ja, dobro, še vedno je, pa malo manjši. Ne, isto so visoka. Mi imamo skoraj isto nastavljen bajk, tako mogoče milimeter, dva razlike. No, vem, da če njega pogledaš, je tudi, ker ga je kar nekaj skakal. Ja, se pri meni, ne vem, po moje tehtanca ego vaga, ker
Jaz bi tim prinesla moje tehtnice, so še na moji zvagu. Zmenen. Že caj, da te zvagamo. Ja, moram reči, da sem končen, nimam več 9 spredi, zdaj že 8. Se to kar verjamem, ker se Tako ti da- kar dobro pozna. Ja. Ne, tudi fajn je, ker se pelem dosti bolj v redu, kot sem pa Ja, sej. sem te to zdržal čez zimo. Ja, ja, bomo videli, ne? Da je greja zdaj mi da na Velto. Jaz sem si pri Velti zapisal ene par stvari, pa mogoče to prvo vprašanje zate je v teh prvih, koliko je zdaj že 10 dni, kaj te je najbolj presenetilo? Mogoče neka pozitivna stvar najprej, nomo negativnih. Če me je pozitivno presenetil. Si sploh ne vem, kaj bi me res tako neki noro presenetil. Da bi me presenetil. Ne vem, nič me ni presenetil. Vse je tako poteka relativno, kakor meni po nekakšnih predpisih, kakor bi človek predvidel, nekak dirko, etapa, ki je kar zelo predvidljiva. Tako da bi rekla, da je bilo neko noro presenečenje, ga jaz ne morem kle zdaj izpostaviti. No, ok. Kaj pa ti? Ja, meni to, kar sem mislil, kle, je mogoče samo ena stvar, pa to je, da je Pidcock zdaj še vedno tretji. Ne bi ga dal, da bo tako dober. Dobro, meni tudi to primerjavi s zaenkrat še kakšnimi ni noben, drugimi. zaenkrat mi to ni presenečenje, ta moment, če bo pa na koncu tretji, bo pa presenečenje. Ja. Ja. Ali pa če bo še zdržal še ta teden, da bo tretji. Ja, ja, Pa meni ja. men je že zdaj tako, Ampak kakor glede se je na, pelil. na trase, ki so bile, a ne, ta teden, vse so bile tudi težke, vse so težke, razen mogoče sobotna šprinterska, ki je bila res ravninska, ampak so bile take razgibano težke in tudi mogoče Pidcock vsem dosti pisano na kožo. Včeraj se je videl, da je trpel k svina, res ne, on je res včeraj sicer je nenormalno zdržal, to nimam kaj reči in vsakam čas, da je zdržal, ampak je bil pa morto, a ne. Tako da verjetno, če ne bi bil danes Fredan, vprašanje, če bi on tako se vozil včeraj. Bolj mogoče sem bila včeraj malo razočarana zaradi Almeide, ne, jasno, zdaj še vedno jaz kar navijam za UAE, kakorkoli gledam oziroma nekako navijam, ne za Vingegaarda, ne znam drugače tega povedati. Ampak ja, sej zmagal bo najboljši, tisti, ki je najboljši ta moment tam, bo tisti bo na koncu zmagal in verjetno bo res Vingegaard kaže, da je močen. Tako da mi je bilo škoda, da ni Almeida včeraj zdržal, no, zraven, kakor je bilo na koncu tistih dobrih 20 sekund razlike, bi mogoče, ampak ja. Ej, kaj pa praviš na komentar Almeide Pidcocku, ko mu je rekel grow some balls? Ja, kva mu je rekel? Ja, da ki je bil skozi v zavetrju, ne? Ja, da mu Ker ga daje je komi, smene. ja, da Ja, mu ne daje mislim- smene, mu je kao Pidcock je komentiral, da mu je Almeida rekel, da kao, da mu bo jajca zrasla. Pa In misliš, pi- da mu je res to rekel? Ja, pač Pidcock mu je pa nazaj pač pol novinarjem rekel, ja, da če bi šel malo počasneje, pa bi mu še dajal lahko smene. Ne. Ja, on je odgovoril, da res ni mogel dati, ne, sej mogoče bi tudi Almeida bil lahko pol v tem primeru, če mu je to res rekel, ne. Bi lahko tudi vedel, da je človek na daski in čez na daski ti brez veze, da greš naprej. Se tudi Almeida je bil kdaj na daski od zadaj, pa ni mogel smene dajati, ne, tako da Se meni je zdaj to zdi- je malo, če si kukar to kolesarja, lahko točno veš, da če ti na klanc pritisneš neke vate in te nekdo mogoče kumi drži, mu nimaš kaj smene dajati, ker te ne bo mogel, Ne. tudi če bi mu jo dal, bi pa zgubil z njemu potem, ne pa pridobival, a ne. Tako da Se meni je čuden, ja, tako, ker se mi zdi, da kolesarji kar je pa ti letos čutiš- ogromen te komunikacije, no. Tako da tudi je dosti teh miselnih iger. ja, tudi Ayuso je rekel, da so mu rekli nekateri zjutraj pred etapo, tisto, ki je zmagal, a ne, tekmovalci Vizme, da on nikoli ne more iti v pobeg pa zmagati, a ne, etape. In da je rekel, da jim je hotel pokazati, da on to lahko. No. In da je pa res, da Ayuso mi je pa kle zelo nesimpatična in neprijetna oseba v vsej tej zgodbi in se čudim, da so ga v bistvu sploh vzeli na Vuelto UAE, glede na njegove reakcije in glede na to, da se v bistvu z odvetniki odcepljuje oziroma mislim, da se tekom Vuelte je bila zelo zadeva razrešena in je pač drugo sezono ne bo več v UAE, zdaj kje bo še ni, ampak
se mi čudno zdi, da so ga sploh vzeli, ker je točno tak karakter človeka, da se točno mu vidi, da je pač zdaj njemu ta Vuelta tukaj nepomembna kot UAE, ampak jo dirka sam zase, a ne. Ja. In tudi na Instagramu je spremenil svojo naslovno fotografijo, zdaj v teh parih dneh ni več v UAE dresu, ampak je v dresu reprezentance španske, tako da mislim, da to ni nek odnos. In zdaj tukaj so UAE, če tako gledaš, v bistvu z enim manj, ne, nimajo od njega tega, kar bi mogoče mogli imeti. Se so že zmagali. No, UAE svoje definitivno že ogromno naredil, oni imajo 3 etapne zmage, tudi s kronometrom moram reči, da so bili kar mal presenečeni, verjetno za marsikoga, sploh v primerjavi z Vizmo, čeprav Vizma je spet iskala neke izgovore, da ni bil veter, pa so se narobe organizirali, pa pač nikoli rekli, da so bili slabši, ampak vedno iščejo izgovor, tako da to je pri njih. Ja, oni vem, da so rekli, da so dali izjavo, da kukar v smislu, da niti niso hoteli še dirkati na zmago in to je bilo to. Aha, no, ne sem videla bolj, da so bili zmenjeni, da grejo na zmago same etape. Takrat, ko je Juso zmagal. Ne, na kronometru. Aha, na kronometru. Jaz govorim za Juso to zmago. Na kronometru je šla Jumbo Visma Visma Lis so šli na zmago, da bi zmagali kronometer, ampak je bila potem izjava po temu, da so narobe ocenili veter že na samem ogrevanju, da niso predvideli vetra in da so potem v prvem delu narobe vozili, kakor bi mogli. Se pravi, namesto da bi rekli, ja, UAE je bil boljši, vsakem čas gremo naprej. Ne. Pač treba iskati očitno neki izgovor, zakaj nisi najboljši. Ja, klepara Juso tu pač klej tudi treba vedeti, da so kar velike razlike, to, kar poznamo že iz drugih športov, da Ayuso pa ekipa je en odnos. Ayuso pa za kulisje ekipe UAE, se pravi odvetniki in oni, ki ne hodijo na dirke, je lahko čist tret odnos, pa še Ayuso pa njegov štab, ki ga ima, je pa spet drug odnos. Ja, in on se lahko z tekmovalci, pa z vsemi, ki so na dirkah, maserji, trenerji itd., se lahko z vsemi ful dobro razume. Kle ni tako, da vsaj pa so pa še novinari, ne? Kako pač novinari predstavljajo in novinari itak iščejo dramo. Ne? Novinari so to se čisto strinjam. Tipična Santa Moram Barbara. reči, da z njega bolj prav tako opazujem ga. No? Tudi noben tisti dan pred dirk, tisto etapo, ki je zmagal, je pa na klanc recimo prvi spustil, še šprinterji so se pred njim odpeljali, pa se je režil v kamero. Veš, to je bilo tako malo, no? Ne vem. Jaz ga opazujem, to niso novinari napihvali, to je bilo moje, zdaj kako so pa to drugi videli. Pa se to je najbrž z razlogom naredil, ne, lahko je pa prav targetiral na to etapo in je pač hotel si spočiti. Ja. Tako da, klej se mi zdi, da Juso se nam je vsem zameril, sploh Slovencom, kdaj je bilo to predlan, zdaj že na Turu. Ker ni pomagal in se je vozil zadaj in pač takrat mislim, da smo vsi dobili grenk preokus in pol vse še, kar so novinari naložilo takrat naprej, ne, smo sam še mi prlivali. Čeprav verjetno, če si želi, a ne, iz te ekipe ven na vsak način, pol možno tudi njemu ni dober. Jaz mislim, da je Klebel to, da on pač hoče biti lider in zaradi tega pač hoče iti ven, ne pa zaradi tega, ker se ne razume. Čeprav Klej so mu dali zdaj možnost na Vuelti, da je kot nastop kot GC. Vprašanje, če so mu dali ali pa smo sami mislili, On prav, da so mu dali, pa da je on ves čas govoril v ekipi, da on ni zdaj le sposoben za GC. Kakor sem jaz razumel, je on pač povedal, da se ni pripravil zaradi tega. Ja. Sej, po mojem, tudi psiha zadaj, če imaš menjavo ekipe, unti stretin. Ja, seveda, tudi to pa pravim, da je malo zanimivo. Jaz sem si pogledal pol še, ne vem, do zdaj, da bi rekel, presenetila me edino una etapa, kjer je Godu od šprintu Pedersena, ker je tako lepo dive bombal noter v wing, da sem jaz sam rekel, svaka ti čast. To je bil po moje najlepši manever cele Vuelte. Dobro videti, res. Tako da to je to, da bi pa rekel še karkoli drugega, da je bilo tako presenetljivega, pa niti ni. Tudi klanci so bili taki, ki se nekih razlik, mislim, da zaenkrat še ni dal delati. Zdaj za naprej, jaz sem pogledal te etape do nedele in najbolj zanimivo bo v petek, ko se gre na Angliru. Ta mislim, da je tudi, ne vem, a se ta pa še ena zaključita v klanc gor. Skratka,
petkova bo po moje una, kjer se bo kar dosti odločal. Tako da jaz mislim, da je to ta glavna etapa ta teden. Tako da ja, to je v bistvu vse, kar imam za cel ta teden od Velte. Ne vem, a si ti še kaj posebnega videla, ka uni, kjer se vzpust zaključuje. Sedaj pa je spet kronometer posamičen, pa zadnji teden. Ja, mislim, da ja. Ka v ponedeljek je pol Frejdan, tako da to pa pol že naslednji teden komentirali. Je pa res, da so vse ostale etape pa kar dosti razgibane. No? Tako da razen petko, razen nedeljska je, da je na začetku neki, pol se pa v bistvu zaključ z nekim šprintom. S tem, da je enih mislim, da je 30-40 km do konca, da je še nek klanc, da tam bo po moje trek pretegnil, zato ker hoče, da Pedersen edini šprinterjev pač ostane. To je pa po moje, da to je za nedeljsko, se pravi čez slab teden. Ja. Je pa sem si zapisal, da zna biti pa tudi breakaway ta v nedeljo. Ne. Se pravi, odvisen spet, kdo bo imel majico. Takrat, ko se pričakuje, da bo Vizma imela. Glede na to, da je Jonas koliko 36 sekund. Da nisem pogledala, koliko je zdaj od zadnji za telim Torstrnem. Tako da na Angliru pač... Verjetno se je mudil po rdečo majico ne bo. Ja. Ker razen, če bi mogli koga drugega pokrivati, pa s tem potem pride do rdeče majice, ker pač stele trenutno, ne znam izgovoriti tega imena, Torsten, pa kakorkoli že, ki tudi, sem kar zelo, on ima tudi težko zgodbo, ne, za sabo, pred leta 2022 je imel raka, prebolel in je v bistvu zdaj na takem vrhunskem nivoju, zelo simpatičen, prijeten, tako deluje in zdaj se točno vejo, da on ne more te majice obdržati do konca, to vsi vemo, da so se že včeraj pokazali na prvem klancu, ki je bil orang. Tako da verjetno mu bojo probali puščati čim dalj časa njemu to majico in se ne bojo zaenkrat, razen če bo pač jasno zdaj UAE kaj poskušal. Po moje zihar v petek, če ne pa bomo videli, kdo bo kaj riskiral, ker zdaj so te klanci, ki se, mislim, etape, ki se zaključijo s pustom. Se pravi, da bi UAE prsilu ga, ne, v bistvu nekako Vingegaarda do tega, da pride do rdeče majice. Kar tudi mogoče bi bila dobra taktika, se to je taktika Jumbo Visme, kar je delali so na turu, pa lahko tudi bi kle malo vrnili nazaj. Ok, kva greva na ocenjevanje, a imaš ti še kaj od Velte? Jaz ta teden, da bi rekel, da me je še kaj ekstra... Nič posebenega. Zdaj, a kam ima ocenjevanje koles? Ja, sem ti poslal, mislim, da 2. Kdo si mi poslal? A ja. Nisem mi nič poslal. Message sem ti poslal. Danes. A ja? Nisi. Kako? Ok, pa ti grem pa zdaj še enkrat poslati. Vem, če imaš kleja. Ti imaš lahko pa... Čakaj, da vidim. Ne, nimam kleja, mi ni sinhroniziral. Enač, da ti grem še enkrat poslati. Ti imaš pa lahko spet en monolog pol. Ja, se ti enega imam pripravljen. V bistvu tak, ja, blog bi bil monolog, tebe ne rabim zraven. V bistvu ena zadeva pa imam, ker sem jo pa, sva že z Anžetom tudi o tem debatirala, pa bom jaz kar zdaj oklele izkoristila, pa bom povedala. Zelo veliko naj sprašujete tudi posebej na raznih omrežjih, kakšne so povprečne hitrosti skupin na velorundi in to v bistvu sprašujete kar čez celo sezono. Sprašujete taki, ki vas niti ponavadi pol ni nikoli na runde in zdaj ne vem, a se bojite, da smo res toliko prehitri ali da smo prepočasni. Zdaj jaz tukaj, kot sem že skozi rekla, jaz ne bom definirala skupin z povprečnimi hitrostmi, ker si to lahko pogledate na Stravi. Bazen že tam imava odprte Strava profile, tako da lahko tam vidite. Anže je ponovadi v hitri skupini največkrat. Tako da tam lahko vidite ta povprečje. Tako da, če sem jaz bajsil ta hitri, ne? Pa vas je večino ljudi, ki to gleda, lahko ta hitri. Na to ne bo držala, ampak okej. Imamo srednjo skupino, kjer jaz sam rabim nove žrtve, zato ker jih če dali manj. Anže bi rad, ampak ja, se pravi, srednja skupina se nekje vozimo tako, ker se voz večina, bi rekel, rund na specialki, se pravi, nismo ne hitri prav, da bi zdaj šli v smrt, niti ne prav počasni in potem imamo
najpočasnejšo skupino, kjer se pa res nekako prilagodi vedno tistmu, ki je najpočasnejši. Kle so tudi gospodje, potem so malo te večje kategorniki in to je pa taka skupina, ki mislim, da jo bi vsak mogel zdržati, sploh če se voste na specialki. Zdaj se že reče senior grupa. Ja, zdaj je že senior grupa, pravijo tako, no, čeprav niso sam seniori, no, pa tako so se poimenovali, ja. In jaz pravim tudi tako, specialki se tudi drugače reče dirkalno kolo, smo jim rekli včasih dirkalci in mislim, da se spodob, da se na takmu kolesu neke hitrosti so, in se ne vozi iz, ne vem, 20 na uro specialko, potem so to druga kolesa, ki se uporabljajo za tako vožnjo. Mogoče bo kdo tukaj užaljen, ampak žal tako je. Tako da jaz pravim, pridite, poglejte, pejte v najpočasnejšo mogoče, razen če se res počutite pripravljene in se odpeljte, pa boste videli. Pa greste pa drugič pa v hitrejšo, če vam ni všeč. Pa fajn je, da se pride na začetku sezone k nam, ker skupine napredujejo za sezono, to je dejstvo, da se ne moramo, mogoče se na začetku sezone najpočasnejša skupina vozi tudi 25-26 na uro povprečno, ampak se zdaj na koncu to 29 recimo preslika nekje in isto velja za vse ostale skupine. Se napreduje ta povprečna, zato zdaj definirati s povprečnimi je to nemogoče. Ja. In tudi nekdo me sprašal vat na kilo, da voz on 2,7 vatov na kilo povprečno neko furo, to v bistvu niti ni tako mal, 2,7 vata, tako da mislim, to je za eno počasno skupino čisto ok, pri 50 km na klancu se pa itak vedno počakamo. Ja. Jaz bi poudaril samo še to, da tisti, ki prvič pridete, prosim, pejte najprej v ta zadnjo skupino, pa pričakujte, da se boste počasi vozili, zato da sploh vidite, kje gre trasa, ker se je že parkrat pokazalo, da sploh kakšen gre v ta prvo skupino, pa ne zna kazati, gre čisto filter in ja, gremo malo na robe, malo je treba se dreti pol tam in tudi v drugi zdajle na zadnje je bilo tako, da kakšni se niti ne znate voziti in bodite odprti na to, da vas kdo malo napizdi. Če sem jaz z vami vozil, bom ziher vam kaj rekel, kakšni niti ne upajo in je pol kako bi rekel, malo debate kle pol v lokalu na koncu ture, koliko se kdo ne zna voziti. Jaz vem, da tisti, ki pridete prvič, se še niste vozili v skupini, da vam je pač malo čuden. Zato mogoče rajš vidim, da se najprej zapeljete s ta počasnejšo skupino, da sploh vidite, kako se pač vozi v grupi, kako kdo kaže itd. Ka pol, ka greste enkrat v filter, pa ka gre hiter, je to vse sam še teži. In če še ne veste, kam greste, je pač sam še večja težava in je boljš, če greste najprej vi na turo, naredite 50 km, pa pridite, pa se pejte razpeljati s ta počasno skupino, da vidite, kje gre trasa in je to ka pol. Druga skupina, rečemo za rekreativen nivo, zdaj tudi gre že kar zelo v redu in pol, da se najdejo talenti noter, ki ne vejo, kje gre, hočejo vijugati levo desno po cesti, prvo slaba luč gre na celo rundo, drugo lahko se hitro kaj zgodi. Tako da tudi avti so na cesti, tudi v tej prvi skupini je bilo parkrat, bom jaz rekel, da nisem bil glih zadovoljen, kako smo se vozili, to je bilo glih zdaj na zadnje, ne četrtek ali tork, smo bili kure brez glave in definitivno, če prideš v krožanga, pa imaš jih še 10 kolesarjev za tabo, ne moreš gledati, da gre sam ta prvi kolesar mem, ampak se ustavaš in počakaš, da grejo pač vsi mem. Tako da to je to. In ja, če imate kakršnokoli vprašanje, rade volje odgovoriva s Petro, so pa res kakšna taka vprašanja, ki če razmislite sami dobro, niti ne morejo odgovoriti pravilno. Svetujem, pridete, greste v to počasno najprej, pa tudi tisti, ki že veste, da ste ful dobri, komod greste v ta prvo, dajete menjave itd. Sam pač prej se dobro pozanimati, kje sploh gre runda in je to, kar smo imeli tudi parkrat, se pa pridruži kdo, ki se res zelo dobro pele. Zdaj smo imeli gospoda, ki je prišel iz, mislim, da je na Škofljici doma, je bil prejšnji teden in pač ja, on je toliko močen, da se komod z nami pele in jaz upam, da bo pač še večkrat prišel. Tako da to je to.
hočem, da če povzamem, ne biti užaljeni, če se vas napizdi, hočemo samo, da se skupine lepo pelejo in da čez križišče itd., da se ne dogaja kakšnih norosti, da raj se zabremza, to ni derka, da se pol na konc smer ne vem kaj, na konc spijemo, podebatiramo in je to ni važen, kakšen je cajt, ko pridete na konc sem, ker se jih nikoli ne mer. Tako da jaz nimam pojma, koliko se furamo od ure 20 do ure 45 je vsaka runda, zdaj kdaj gre kjera hitrejš, to pa nimam pojma. Tako da, ja, to je to, še my 2 cents. Imaš ti še kaj? Ne, vse predvsem te hitrosti so, ja. Ja. A ti zdaj greš na letap ali ne? Ne, Zdaj ne greš? ne. Zakaj si tako sfukan, da ne moreš? ali? Ja, jaz bom šel na delo navijat za vse, ki boste šli, vas bom tam nekje na vrh klanca počakal, tega sidraš in to je to. No, dobro, pa ti lahko bidone damo. To je vprašanje, jaz nam z ruzakom hodil okrog, pa bidone nosil. Tako da, Kurc pa tak pomagaš. da mi jih lahko v žep. Ja, se ne vem, če bomo niti. Se to je tako hitra derka, da mislim, da niti na upotrebeno. Ja, za 80 Ker bo vroč dan. Po moje, ja, ne bo to, 24 stopinj sem jaz gledal, 23, Zdaj sem 24. že gledala 27 za nedeljo napovedan, tako da pa zjutraj tudi kar toplo, tako da ja, mislim, načeloma za ta krog imam jaz dosti 2 bidona, če se vse dobro nafila pa nafutra, pa tudi gor imajo, saj do zdaj je bilo tako, no, je vedno, da imajo podajalce, bidone imajo, vodo imajo, tako da jaz sem na šenturški, sem na temule, ja, sidražu, ker zagrabaš kakšno vodo, pa še vržeš vase, pa greš naprej, tako da se da. Zdaj lahko še povem, tale slovenski amater, se pravi Korošec Robert pa moj bratranc Rok sta dala včeraj en video tudi ven, ki si ga lahko pogledate na YouTubu, se pravi kaj treba biti pozoren, kako pripraviti kolo pred maratonom, tako da si še to pogledajte. Z Rokom sem tudi govoril, sem mu povedal, kaj me je zmotil pri videu in edina stvar, kaj je, ki sem tukaj tudi se pogovarjal zanj z Dušanom, ki je bil glih ki je dal Mercedes kolo, kako si interpretirate, se pravi glasna veriga, ni nujno, da je počasna veriga, ker zdaj, ko se maže z voski itd., so tudi te verige kar dosti glasne, tako da moja veriga je skozi ful glasna, to si tudi ti komentirala že mi v videu, ampak to je jaz bom tako rekel, hitra veriga bo vedno glasna. Una veriga, ki je ful namazana, nikoli ne bo najhitrejša, lahko si pogledate tudi kakšne teste, ampak ja, tako da glasnost verige je prej, če je namazan, tako kot jaz mažem, ne vem, 2-krat na teden, pa 3-krat, pa je skozi glasna. Odvisen je od maziv, zdaj če z oljo mažete, pol pač bo tišja, če se pa voska itd., pa zna biti malo glasnejša. No. Tako da, to je to, ampak drugače super video, ja, to je to. Nič, prijava zdaj ocenjevati. Jaz pa grem na letap, v glavnem. Ti pa greš na letap. Ja, veliko nas gre na letap. Vem. Ajde. Gre ocenjevati bajke. Dajva pogledati, tole imamo tega Niša. A niso tega Niša mi da že ocenjevala? Kakšnega Niša? A ne, ni Niš, kaj je to? A je to Giant, kaj je to? Ja, en je Giant, pa en Gusto. Skaj sem mislila, da je to, a nismo en tak koloži imeli take barve? Imeli so jih že več. Aha, ta je drugač. Ja. A je to, kaj je to na fajfi? Je to čuden stikan? Je taka čudna neka fajfa. Sam to, da vam povem. Petra je že toliko letih, da že na svojem telefonu ne vidi več slike. Ja, ne vem, ja poglej, kaj pa ti to vidiš? Ja, ne vem, ne vidim. Ja, dildo tam gor. Ja, pa kako ima pa to čuden narejen, vmes pa kar mal not. Ja, to je pa fajfa taka. Aha. Odrezana, da 1,5 gram pršpara. A pa to ima taka kolesa, pa tudi kable še nekam dol spalane, čuden. No, jaz si še nisem pogledal dobro teh slik, tako da če kakšen kolo, ki ste ga poslali, pa da ga midva nimava noter, prosim, ja, pošljite še enkrat, ker na več koncev pridejo in pol za en teden nazaj pogledam, kje sem dubil in kdaj kaj lahko pregledam. No, v glavnem, ta kolo, predvsem ta fajfa, spreden del balanca, ne vem, je neki čuden vse to in ta dildo ven in ta kabli so čuden spelani, vse lahko bi bili malo bolj pomaknjeni, noh, fajfi, ne vem, ven visijo dol, v glavnem, kada bi viseli, naprej šli. Tako da jaz znam oceno tega kolesa, to da 7 pa v tole in nisem še videla toliko čudenega spredenega dela. Dobar, Sploh nimam kaj preč komentirati to.
Jaz, ki sem videl ta bajk, mi je bil pač ful všeč zaradi tega, ker je kolo prvič barva taka, itd. Vse je evergreen. Zdaj, kar mene zmoti, to mislim, da glih pri Giantu takrat, ko so, zdaj ne vem, a je to že ta nov, pač ne poznam se toliko na Giant kolesa, kabli so zunaj, s tem, da je pa mislim, da je dokaj nov letnik, pa pač ta dildo, ja, me moti. Samo okvir od Gianta meni ni najbolj všeč, tako da, ja. Je pa, kar se barvno tiče, pa kombinacije, je to pač neka barva spet, kaj evergreen in mislim, da ta kolo tudi, če bi ga čez 5 let videl, ok, razen teh kablov zunaj, kar se barvno tiče, se ga pa ne moreš naveličati in pač ja, kle, da bi rekel, da bi še karkoli lahko spremenil, razen to spet pri OSPV-ju, se pravi oversized pulley wheels, pomeni, da so večja koleščka, ali pa nek tak, da jaz sem to zaklenil. Ja, kaj drugega ni, tako da iz moje strani isto 7,5 ocena, drugače lušten kolo, ja, ampak par stvari. Kolesa, ki jih slikate, jih probite slikati tudi brez bidonov, ker mene to, če bidoni ven sekajo pri kolesu, tudi mene malo zmoti. Ja, tako da, to je to. Tako, pa imamo pa tegale gustota, to so ti gustoti, ki moram reči, da so vedno kar dosti slični, a ne. Sicer ta je ena druga, Duro. A ja, jaz lahko še povem, da v soboto, ko smo šli v Klanc gor, edino, kar sem gledal, je, da me Ponteli nov nagonil v Klanc gor, ker se je tudi zelo dobro držal, ker on ima tazga gustota in najslabše mi je, če me kolo gusto prehti v Klanc gor. Tako da, To ti kar verjamem, ja. Je pa šel na dirko zdajle, no, tudi z nami na Koreno, pa me je prehitil, sicer za zelo malo. Za koliko te je pa prehitil? Ne, pol minute. Ampak vidiš, mislim, Ponteli. da če bi imel boljši kolo, da definitivno bi bila to velika razlika. No. Ja. Ker temu klantu, ki se pa sigurno pozna malo. Ponteliju, če bi dal jaz njemu moj bajk, bi me po moje nagonil. Ne upa se ga probati, zato ker prav, da zihar ga v takoj kupu. Po moje me prehti. Ja. S tako specifikacijo, ki jo imam jaz, če mu dam jaz kolo, me po moje prehti vsak Njemu Klanc. bi lahko imel tega mojega, on bi imel še eno cifro manjše. Ja, ne, on bi imel direkt tega, smola. Ja. Ja. No, jaz sem šla tudi z Nišem zdaj na. Ja, sej zato je pa bil rezultat. Ne? V glavnem, meni so te gustoti drugače, kar se tiče samega izgleda, nimam kaj reči. Za izgled so kolesa lepa na izgled. To sem že stokrat rekla, so samo težka pa neokretna, kar sem ga probala in lahko to povem. Drugače so pa lepa. Za pogled je ta kolo lep in tudi pašajo, slo v temu kolesu bi jaz rekla, da mu pašajo te barvni plašči. Ker je tudi kolo take barve in ima vse po tipi top naštiman. Spet jaz bi sem še tisto ketno dala gor črno, ker pač mi dva sva čudna, ker nam je to všeč. Tako da jaz bi mu dala temu kolesu 8,5. Ajde, da še jaz vidim. Jo, jaz sem tudi jaz skoraj ratala malo slepel bolj zdaj, ko stroga, sem no. videl tega gustota, ne, se hecam. Pa sej vizualno, glej, koliko je lep. Ja, vizualno, pač ja, nimam kle pri temu bajku karkoli, mene mogoče ta sedežna taka Robocop varianta, da me to mogoče malo zmoti. Čakaj. Se pravi, jaz sem se ta kolo toliko nagledal, ker ga ima gospod Ponteli, ima isto ta model, ne? Mislim, da ima tudi nek ta Ja, no in se mi je tam zagravžil, ampak če pa gledam estetsko, kako gre vse skupaj, mene sicer te ten wall plašči pa zmotijo, ampak če ga primerjam s prejšnjim kolesom, mi je bolj všeč vizualno, tako da jaz mu dam pač 8 oceno. Ja. No, se sva zelo bliz. To je to. Tija, če vam midva, meni se je danes že kar dosti dolga, če vam midva tole opremo na drug teden predstaviti. Predstava na drug teden? Ne vem, daj poglej, po moje sva midva danes že kar malo, da Ja, da sva se na naj eni navjo uri. predolgo poslušali. Ampak se jaz lahko zelo na hiter v tej opremi, ja, sam bova imela kar, ja. Jaz mislim, da je to kar zanimiva tema, no. Pa da pustiva, pa mogoče, če ima do tudi že lahko tudi kakšno vprašanje napiše v zvezi z
opremo, čevlji, ali pa če ima kdo kakšne dobre izkušnje s kakšnimi drugimi oblačili, kot midva, ki sva na ASOS fena, pa lahko še kaj drugega nama napišejo, ker to tudi mene vedno zanima, še kakšne druge znamke, tako da lahko že zdaj nama pokomentirajo, midva bova pa povedala, kaj je nama prioritetno pri tej opremi kolesarski, pa to naslednjič narediva. Ja. Jaz bom danes pol sam povedal, kako sem razdelil pač to opremo. Sam zaradi tega, ker se mi zdi, da so v teh sklopih, da se kar večino kolesarjev najde, se pravi udobje pa rejs. Se pravi so kolesarji, ki gledajo, da jim je prej bolj udoben, drugi pa, da je bolj pač rejs. In zdaj, kar se tiče samih čevljev, se pravi, kako se prilegajo čevlji, pa ventilacija, kar se tiče udobja, kar se tiče rejs, da je čim trši podplet, pa da so čim lažji. Zdaj pri samih zapenjalih, kle je lahko debata zelo dolga. Kar se tiče pri samih nogavicah, velja za oboje, da hitro odvajajo vlago, s tem, da kar se rejs tiče, gledajo, da so te aeromateriali, pa da so čim višji. Kar se tiče majic, hlač, spet hitro odvajajo vlago, da se lahko čim bolj premikate. Pol pri rejs je pa mogoče to, da so še kompresijska, pa da sploh pri hlačah in pri majicah, no isto velja, da imajo čim manj šivov. Boljše majice, boljše hlače so vse na zelo malo koncih šivane. Potem se kleš, se pravi, kar se tiče same čelade, da je čim bolj prilagodljiva, zračna, kar se tiče udobja, pri rejs, da je čim bolj aero. Zdaj, kako to kombinirati, je že kar nekaj kolesarjev, ki ima in eno in drugo in pol gledajo glede na traso. Kar se tiče pa pri očalih, antibakterijske gumice so že skoraj povsod, da ne pokvarijo globine, je mogoče ta udobje, pa potem še nastavljiv nosnik, zadnji tačke, da so menljiva stekla, mogoče tudi kar se rejs tiče, je spet aero, da zakrijejo čim lepši obraz in ja, to je to, kar sem si jaz na hitro napisal, pa naslednji teden debatirala, če bi pa radi še kaj dodatno od tega, kar sem jaz zapisal, da podebatirava, pa napište spodaj v komentarje in bova. Se pravi, naslednji teden bo imela večinoma debato o opremi. Opremi kolesarja. Tako da, če vas karkoli zanima, komentirajte spodaj in to je to. To je to. Ok, do naslednjič, uživite na bajku. Čau. Se vidimo na letapu. A je še kaj ta vikend, se pravi, ne bo velo iz leta? Ne, velo iz leta ta vikend pa ne bo, ker mi dva bova šla oba dva zmer sedem na letap, razen če bi ti ful rad v soboto kaj. Ne, se bomo vsi pripravljali. Se lahko malo, ker mislim, da nas gre kar zelo veliko iz te skupine na letap in se bo vsi pripravljali. Tisti, ki bi radi naredili dobro aktivacijo, lahko pogledate od pred Franje. En dan prej smo šli s parimi fanti in smo naredili aktivacijo pred dirko oziroma pre-rejs. In jaz bom čisto isto naredila pred letapom in si lahko pogledate, kako to izgleda v vatih, kako smo vozili in lahko nekaj podobnega naredite tudi na to soboto. Je zelo dober, zelo paše na nogice in naslednji dan so noge k pušalc, grejo v nulo. Ja, to je to. Se vidimo naslednji teden. Čau. Čau, čau. No, dobro sem.